Živja, sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. Lepo vas pozdravljam v tokratnem ponedeljkovem angelskem navdihu in prav zanima me, kaj nam angeli sporočajo tokrat. Prva karta je osmica ognja. Osmica ognja sporoča tokrat, da se v ozadju marsikaj odvija, da se mnogo stvari dogaja istočasno in da so energije na nek način bolj razpršene. Se pravi, da moramo mi stati v svoji energiji in vedeti, kam jo želite usmeriti. In biti s tem konsistentni na nek način. Vsaka energija, vsaka naša misel, vsako čustvo namreč pusti neko sled. In če smo preveč razpršeni, če nismo dovolj usmerjeni, se te sledi nekako kot vtisnejo v eter in tam težijo k temu, da bi se manifestirale. Tako da dajte biti pozorni na to, kam ste energije v preteklosti usmerjali, ker glede na to, kje so bile se določeni dogodki odvijajo, ali pa pač ne. Tako da poglejmo, kaj je druga karta, na katerem področju mogoče se stvari odvijajo. Čustva. Štirica vode. Katere možnosti so vam na voljo? Prej sem rekla, energija je razpršena, če jo ne znamo dovolj usmeriti, in potem pridejo priložnosti in če ni naša energija usmerjena, potem ne vemo, kdaj je ta prava priložnost za zagrabiti. In dajte se odpreti možnostim, dajte pogledati, kje mogoče do zdaj niti niste pomislili in niti ne zmorete pomisliti in da date angelom dovoljenje, da vam, tako rečem, odprejo oči, da lahko to pogledate in da tisto, kar nekako prihaja, je, da nehate tudi obžalovati stvari, ki jih mogoče ali niste naredili, ali narobe naredili, oziroma tako razmišljate, tako da nehajte žalovati za tem, kar je bilo. In dajte se odpreti novim možnostim. Zdaj smo v enem takem obdobju, ko zdaj v tem tednu bojo in odpiranje Siriusovih vrat in polna luna in vse to. Dajte se odpreti možnostim. Tudi če ne veste vi točno kam, kaj čutite, kam želite energijo usmeriti in katero energijo želite usmeriti v določeno smer. In pa, dajmo pogledati še ta tretjo. Lepo, zaljubljenca. In pa nadangel Rafael. In v tem primeru gre spet za odločitve, katero pot boste ubrali. Tokrat Rafaela pravzaprav zaznavam kot angela, ki nas vodi po pravi poti. Se pravi, tudi če vi mentalno ne veste, kam bi želeli, pokličite nadangela Rafaela, naj vas vodi v tisto smer, ki je za vas najbolj prava. V tisto smer, kjer vas pelje bliže k življenju, k temu, da boste v življenju začeli odpirati srce, da boste hodili po pravi poti, ne glede na to, kaj se dogaja. In tisto, kar zdaj prihaja skozi, zelo pazite na zdravje. Na zdravje v smislu, da vse vaša čustva, razmišljanje, vse tisto, kar se nekje v energiji dogaja, se odraža tudi na telesu. Kar pomeni, da dajte biti pozorni, če prevečkrat rečete, nekaj mi gre na živce, pa ste zelo nervozni, verjetno tisto, kar vam gre na živce, povzroča to nervozo. Da v bistvu nekaj, kar vam dviguje žolč. Tiste stvari, ki jih vsakodnevno rečemo, pa niti ne pomislimo, da imajo vpliv na naše telo. Ampak naše telo odreagira, ker tja pošljemo energijo. In dajte Rafaelu to možnost, da vam pri tem pomaga. Da vam
pomaga odkriti, kaj stoji zadaj. Se pravi, zdaj, če pogledamo vse 3 karte, predvsem čustveni nivo, se mi zdi, je v tem tednu na udaru. Se pravi, tisto, kar spuščate, da nehate žalovati, da res spustite, da usmerite energijo, da vidite, kje je razpršeno, kje imate tudi preveč železa v ognju, a ne, in da nadangel Rafael skozi dvojnost znotraj vas, skozi polarnost znotraj vas, skozi mogoče tudi nasprotja znotraj vas, vam pomaga, da izberete pravo pot, da izberete pravo odločitev in da temu potem tudi sledite. To bi bilo to za ta teden. Želim vam en čudovit teden, čudovite prehode skozi te nove energije, predvsem pa dajte si dovoljenje, da razprete svoja angelska krila, pa če se jih zavedate ali pa ne. Do naslednjega ponedeljka se pa vidimo na Facebook strani Angelski svetilniki, na ostalih mojih Facebook straneh in pa na spletni strani www.manca.si. Lepo se imejte in naj vas angeli objemajo z lepimi angelskimi krili. Čau, čau. Nežno zaprite oči, naredite globok vdih in izdih. Predstavljajte si čudovito smaragdno zeleno barvo, ki skozi vaše srce vstopa v vas. Povabite nadangela Rafaela v svoje energetsko polje ter ga prosite, da vas spremlja v tednu, ki je pred vami. Dovolite mu, da uravnovesi tisto, kar vas morda ovira na vaši poti. Dovolite mu, da očisti vaša duhovna čutila. Sprejmite transformacijo, ki se skozi 3. oko spušča v vašo auro. Zaznajte spremembe, ki se dogajajo v vašem energetskem polju. Naredite globok vdih in izdih. Vdih in izdih in odprite oči.